Lepo zdrav, Mihael, sem s tabo in danes bi rad s tabo podelil nekaj izjemnih informacij o naravi oziroma o Lady Gai oziroma o planetu, na katerem živimo. Ne vem, če si že kadarkoli razmišljal oziroma razmišljala, ampak mi dva živiva na zdravilnem planetu. Ta planet, narava okoli naju, je veliko bolj inteligentna, kot si bo človek kadarkoli mislil in razumel. Vsem, da dostakrat ljudi gledajo naravo, tam so neka drevesa, tam je nek gozd, tam nek veter piha, tam neko morje teče, koliko je fajn, koliko se diši, koliko se dobro počuti, ko grem na sprehod, ne? Ampak večina ljudi dlje od tega razmišljanja o naravi ne pride. Ampak inteligenca v naravi, v bioloških celicah živali, rastlin, ljudi, naravni tokovi, sistem rek, sistem padavin, biološki procesi, zdravilne energije, ki jih planet upravlja, so nezemeljske, govoriva o zemeljskih energijah, ampak so nezemeljsko inteligentne. In jaz sem zelo veliko o tem razmišljal. Mene zelo to zanima, zelo me zanima biologija, zelo me zanima mejna znanost našega telesa. Zanima me, kaj so naše celice sposobne narediti, kako daleč lahko gremo, kaj se skriva v genetskih zapisih, zakaj se celice lahko regenerirajo, zakaj lahko, na primer, prerežemo roko, z nožem in se to zaraste v 2-3 tednih nazaj, zakaj živali začutijo potres že vnaprej, zakaj živali nikoli ne zbolijo, zakaj ima tako močen imunski sistem, človek tam, malo bolj hladen je, pa poje sladoled, pa takoj dobi vneto grlo, žival pa tam spi na snegu celo življenje in se ne prehladi. Zakaj drevesa lahko rastejo stotine in stotine let? Kaj je v zraku zapisan? Kaj se pretaka v rastlinah noter? Vse to me zanima. In postavil sem zelo veliko vprašanj planetu, Lady Gai, začel sem dobivati odgovore in rodila se je ena izmed najbolj naprednih duhovnih šol o planetu Zemlja, o Lady Gai na svetu. Imenuje se Amazonija. To je tečaj upravljanja zdravilnih energij planeta in začnem s to šolo 6. avgusta. Ne bom zdaj veliko o tej šoli, zaradi tega, ker je link za prijavo na to šolo oziroma več informacij nekje ob tem videu. Danes bi ti rad pa predvsem povedal dve zanimive stvari o planetu in o njegovih naravnih energijah in verjamem, da te bodo zelo zanimale. Prva stvar, imam v bistvu dve vprašanje. Prva stvar, zakaj so živali v primerjavi z ljudmi tako intuitivne? Je to kdaj rojilo po tvoji glavi? Zakaj, na primer, žival že kar vnaprej ve, kaj se bo zgodilo, vnaprej nekako začuti, ali je človek dober ali je slab, ki pristopi? Zakaj, na primer, živali imajo to na tak visokem energijskem nivoju razvito in, na primer, tudi čustvena empatija, zakaj je na tak visokem energijskem nivoju razvita, ljudje pa ne? No, to sem jaz vprašal Lady Gaio in mi je dala zanimiv odgovor. Poslušaj zdaj. Živali imajo toliko visoko empatijo in toliko visoko energijsko intuitivno inteligenco zaradi tega, ker vsako celico v svojem telesu uporabljajo na isti način, kot mi uporabljamo možgane. Bam! Sem rekel, da mi je razloži več, to je pa zdaj nekaj čist novega. In reče Gaja, vi ljudje ste na planetu Zemlja razdelili celice v svojem telesu glede na namembnost. Pa ste rekli, imamo maščobne celice in te maščobne celice delajo samo to, shranjujejo energijo. Pa imamo nevronske celice. Nevronske celice, živčne celice, samo pošiljajo informacije oziroma električne signale. Z njimi vi čutite, mislite. Potem imamo mišične celice, one gradijo samo mišice. In tako dalje. Rekla je, Gaja, da smo ljudje tokom zgodovine, tokom tisočletij oblikovali neka razmišljanja o svojem telesu, kako bi naj telo delovalo. In valjda, ker mi upravljamo svojo inkarnacijo, ker smo mi šefi svojega telesa, se bo naše telo vedno odzvalo tako, kot bo naš rekel, da se mora odzvati. Kar pa ni v osnovi pri celicah bioloških tako. Gaja pravi, da ima vsaka celica v našem telesu sposobnost mišljenja, ne samo nevronske celice. Ker mi ljudje rečemo, da razmišljamo z možgani. Mi razmišljamo z možgani, možgani imajo nevronske celice, so še neke maščobne celice in s tem razmišljamo. Razmišljaš svojo glavo, razmišljaš z možgani. Ni tako. Mi v resnici imamo sposobnost razmišljanja tudi z maščobnimi celicami, kostnimi celicami, mišičnimi celicami. Ne samo z nevronskimi. Človek se je omejil pri dojemanju in sprejemanju informacij na to, do točke, da razmišlja samo z nevroni.
V resnici je pa vsaka celica na našem telesu narejena zato, da lahko razmišlja, bere energijo, sprejema informacije, obdeluje informacije in nam da feedback oziroma odziv, kaj se dogaja. In to delajo živali. Živali, kljub temu, da imajo biološko manjše možgane, ne? Mi rečemo, da ima človek proporcionalno gledano največje možgane glede na njegovo lastno velikost. Ne? Mi imamo zelo velike možgane v primerjavi s tem, koliko smo fizično veliki kot telo. Pa, ko gledamo živali, imajo one manjše možgane glede na razmerje velikosti možganov in telesa. Ampak ne rabijo, zaradi tega, ker živali celotno svoje telo uporabljajo na isti način kot človek možgane. Človek se omejil, da razmišlja samo z možgani, medtem ko živali razmišljajo s celotnim telesom in vsaka njihova celica opravlja isto funkcijo, med drugim, kot pri nas, naši možgani. Ko mi ga je to razložila, sem jaz bil fasciniran. In sem vprašal, ali lahko tudi človek začne tako uporabljati svoje telo. Ali lahko tudi človek na tako visoki inteligenci, intuicije uporablja svoje telo in reče Gaja, ja, saj ste na isti način narejeni kot živali. Če lahko neka srna, če lahko nek divji prašič, če lahko neka vrana uporablja svoje telo na tak način, zakaj človek ne bi mogel. In to je ena taka stvar, naprimer, v katero se bom zelo poglobil na tečaju Amazonija. Če te zanima to mejno delovanje celic, kje je naš resnici potencial, kaj je celica našega telesa zmožna narediti, potem definitivno poglej Amazonijo. In to je prva stvar, kar sem ti hotel povedati. Zakaj so živali, a veš, kaj mi imamo na planetu Zemlja za bolj neumna bitja od ljudi, ne? V bistvu so veliko bolj energijsko inteligentne, intuitivno inteligentne in vsezadnje čustveno inteligentne kot človek. Tako da bi ti rad tukaj povedal, da imamo v našem telesu ogromno neuresničenega potenciala in da smo v bistvu na čisto začetku razumevanja, kaj je naše telo biološko in energijsko in zdravilno zmožno narediti. In evo, upam, da sem ti dal neke besede v glavo, da lahko začneš razmišljati, seveda, če te to zanima, naprej, kaj so tvoje celice in kaj v resnici lahko naredijo. Ne? To je prva taka stvar, ki sem hotel danes deliti s tabo. Druga stvar pa je, mene je vedno zanimalo, kako se je človek naučil, ali je neka rastlina strupena ali ne. Evo, majke mi, tam so neki Indijanci v nekem gozdu živeli, tam neko pleme živi v brazilskem deževnem gozdu, tam na francoski Gvineji so neki ljudje, ki še nikoli niso videli civilizacije. Kako oni vejo, da je neka rastlina užitna, da je treba neko lubje kuhati 4 ure, pa potem spiti ta čaj 3-krat na dan, pa bo to ozdravilo neko vnetje? Kako oni vejo, da če ti, ne vem, tam neko stvar zmešaš z neko drugo rastlino, pa to daš na polno luno, pa zaliješ z vodo, pa ne vem kaj, prate neka zdravilna stvar? Kako vejo? Pa sem študiral, ali je toliko ljudi v teh poskusih umrl, čez tisočletja, da so ugotovili, kaj je strupeno in kaj ne. Ali odkje je ta informacija? Kdo je tem starim zeliščarjem, šamanom, plemenom dal to globoko razumevanje planeta? In druga stvar, kako ljudje v puščavah najdejo vodo? Štekam, da tam neka luža, pa vidiš z očmi neka luža, to vsak človek, če vidi. Ali pa tam je neka luknja, v kateri se je deževnica nabrala, razumem. Pa kako človek s svojimi energijo v puščavi najde vodo? Zaradi tega, ker aboriđini, Masaji, Bušmani, vsa ta plemena, ki živijo v puščavah, ki živijo na puščavskih območjih, kjer ni zdaj veliko padavin, pa tega najdejo vodo, takrat, ko so žejni. In to sta bila dve vprašanji, ki ste me zanimali. Kako? Evo, Gaja, povej mi, kako deluje ta stvar. In mi je Gaja razložila, da imamo vsa živa bitja, med drugim tudi ljudje na planetu Zemlja, v svoje celice naloženo eno ogromno spominsko bazo planeta. Planetarno spominsko bazo vseh stvari, ki so se kateromkoli živemu bitju zgodile na tem planetu. To se pravi, obstaja ena močna energijska mreža, v katero smo vsa bitja tega planeta z svojimi celicami, pa smo spet pri celicah, povezana biološko in energijsko. To se pravi, vse živali, vse rastline, vsi ljudje in tudi elementali, kristali, voda, zrak, zemlja. Vsi v bistvu smo povezani z to energijsko mrežo. Vsaka naša celica v telesu je povezana v to mrežo in ta mreža je nosilka spomina planeta.
To se pravi, karkoli je neko bitje na tem planetu izkusilo, karkoli je bitje na tem planetu doseglo, razumelo, spoznalo, se ta spomin nalaga v to mrežo in mi imamo avtomatski dostop do njega. To se pravi, da znotraj naših celic se nahaja absolutno enormna inteligenca planeta, kjer so zapisane informacije o vseh zdravilnih rastlinah, o vseh zmožnostih regeneracije naših teles, o vseh načinih, kako upravljati biološko energijo na tem planetu. Vse imamo ljudje zapisano v svojih celicah, ne? In v bistvu mi smo vsi povezani v to mrežo. Zdaj, težava pri človeku je, da ne razume informacij iz te celične mreže, zaradi tega, ker se je naučil in prepričal, da mora informacije dobivati od zunaj. Zbrav, moderni človek se uči od zunaj, iz zunanjega vira, ne? Hodimo v šole, beremo knjige, gledamo na internetu informacije. To se pravi, nek zunanji nosilec informacije nam pove informacijo in mi jo potem od zunaj sprejmemo navznoter in jo potem implementiramo v svoje življenje. Gaja pa pravi, da imamo vse informacije, ki se tičejo življenja na planetu Zemlja, že naložene v svojih celicah. In se mi v bistvu rabimo poglobiti vase. To je ena taka stvar, naprimer, ki bom res globoko in tehnično učil preko meditacij, preko bioloških treningov, preko razlag na tečaju Amazonija. Ampak poslušajte dalje. In dam primer, kako ta mreža deluje. To mrežo, naprimer, imajo tudi rastline, ne? Tudi ona so živa bitja. Naprimer, gledaj, zanimiva stvar, imaš nek gozd, predstavljaj si gozd, v katerem raste 1000 smrek. In na prvo smreko, tam na robu gozda, pride škodljivec. Veš, kaj ta prva smreka naredi? Prva smreka preko te energijske, biološke, informacijske mreže, o kateri sem ravno kar govoril, pošlje informacijo vsem ostalim 999 smrekam v gozdu, da je prišel škodljivec in jih obvesti. In vseh ostalih 999 smrek zapre, pod narekovaji, svoje energijske pore. Zapre svoj von, potegne smreke energijo nazaj, nehajo komunicirati z okolico, nehajo v storže dozirati energijo, nehajo metati semena in se dobesedno zmrznejo in se naredijo, pod narekovaji, mrtve. In škodljivci načeloma ne marajo mrtvih energij. Škodljivci ponovadi ne marajo energij, ki niso energijsko pretočne, biti, ki niso energijsko pretočne. Zato potem škodljivec ne gre na ostale smreke. In to je en tak način, na katerega smreka obvesti svoje kolegice v gozdu, da je prišel škodljivec. Ena taka noro fascinantna stvar se mi je to zdela, ne, kako rastline komunicirajo med seboj. Tako da, to je en tak primer delovanja te mreže. Drug primer delovanja te mreže je pa vezan nate. To se pravi nate kot na človeka. Ali veš, zakaj smo ljudje žejni? Kaj žmahar, ali da vem, zakaj smo ljudje žejni? Zato, ker imamo premalo vode v telesu. Ja, ljudje smo žejni iz dveh razlogov. Dobro, zdaj to poslušaj, to je ful zanimivo. Prvi razlog je, ja, da ljudje začutimo žejo takrat, ko smo dehidrirani in je to v bistvu znak, model, pejt pa spi liter vode, ne, premalo imaš vode v telesu. Ja, ampak v večini primerov smo pa ljudje žejni zaradi tega, ker energijsko pridemo v stik z vodo. Kaj pa zdaj to pomeni? Naše telo je noro inteligentno. In mi imamo biološko v telesu ogromno programov, ki nam omogočajo, da ohranjamo to telo in s tem posledično življenje svoje. Eden izmed načinov smrti na tem planetu je dehidracija. Človek lahko umre, če ima premalo tekočine v telesu, a ne? Zato ima naš telo en planetarni spomin v sebi, neko planetarno reakcijo, ki se vklopi vedno takrat, ko pridemo v bližino vode. Ali ti veš, da ko prideš v bližino vode, da se tebi na podzavestnem nivoju sproži program žeje? Če si žejna ali pa ne, oziroma žejn ali pa ne, tebi se sproži program žeje, zaradi tega, ker na tak način planet skrbi, da imaš ti kot bitje ves čas dovolj vode v telesu. Ne samo takrat, da dobiš vodo, ko si dehidrirana, ampak da imaš ves čas na voljo. Veš, stavek potoči zvoniti je prepozno, no tega se Gaja zelo drži. Gaja vedno polni telesa svojih živali, rastlin, ljudi, tudi takrat, ko oni ne rabijo teh energij. Ne? Tudi žival, na primer, ne je samo takrat, ko je lačna. Ona je takrat, ko vidi hrano, zato da če se kadarkoli znajde v situaciji, ko ne bo hrane, da bo imela zalogo. In na isti način deluje voda. In ko človek pride v neko področje,
kjer voda teče pod zemljo, ali pa nek podzemna reka, ali pa podzemno jezero, ali pa podzemni potok, ali pa se izvir vode nahaja, 2-3 metre pod zemljo, človek postane žejen. Zaradi tega, ker mu je voda frekvenčno začela sprožati ta biološki program ohranjanja telesa, ki ga mi razumemo kot žeja. In to je eden izmed načinov, kako ljudje v Avstraliji najdejo vodo v puščavi. Grejo aboriđini čez puščavo, nobenemu ni jasno, kako oni najdejo vodo pod tistimi skalami. Tam nekje začnejo kopati in oni pridejo na globini 2-3 metre do vode, sred puščave avstralske. 40 plus stopinj, ni dežval že mesece in mesece, oni najdejo vodo. Zaradi tega, ker jim telo reagira na vodo in imamo znotraj sebe toliko subtilne sisteme. In če znamo razumeti te energije, naravne energije v sebi, potem lahko mi na tem planetu nikoli ne skrbimo, da bi se nam kaj slabega zgodilo. Nikoli. In to nikoli ne rabimo biti v resnici hidrirani, nikoli ne rabimo biti lačni in vedno lahko dobimo tisto varnost, ki jo hočemo, ampak moramo znati to inteligentno komunikacijo z lastnim telesom vzdrževati. Še en tak primer je, če si ti zdaj v glavi zamisliš neko hrano, ki bi jo jedla, takoj bo vse celice na tvojem telesu začele pošiljati eno prav posebno frekvenco, ki je usklajena s to frekvenco hrane, katero imaš v mislih, v okolico in magnetno te bo začela biološka energija voditi na točko, kjer se fizično nahaja ta hrana. To je noro. In to je ena izmed mnogih inteligenc, ki jih imamo ljudje v telesu. In to je tisto, kar Gaja pravi, da je čas, da se človek nauči, ne samo glede sebe, ampak glede celotnega planeta. Mi živimo na planetu Zemlja, ki je toliko inteligenten v smislu zdravilnih energij, v smislu komunikacije, da človek sanja samo nekaj v resnici narava. In začni razmišljati na tak način in se ti bo pogled na planet, na katerem živiš in možnosti, ki ti jih ponuja, popolnoma spremenil. Tako da, ukolikor ti je bilo tole zanimivo zdaj, kar sem ti povedal, malo tako znanstveno-bioloških podatkov pa informacij, poglej si tečaj Amazonija. Resno si poglej tečaj Amazonija, zaradi tega, ker tam učimo takšna mejna znanja o energiji in zdravilni medicini, zemeljski medicini planeta Zemlja oziroma Lady Gaje, da verjamem, da bodo mnoga tvoja vprašanja dobila odgovore in verjamem, da ti bo tečaj sprožil mnoga vprašanja, kateri odgovori te bodo peljali na naslednji nivo razumevanja tega, kdo si ti kot človek, razumevanja tega, kdo so živali okoli tebe in kdo so rastline okoli tebe. Tako da, evo, to je to. 6. avgusta začnemo nekje ob tem videu, imaš pa možnost prijave. Prav, tako da, evo, verjamem, da ti je bil video všeč, če si prišel do te točke. Tako da se veselim, da se tako ali drugače druživa v prihodnosti. Do takrat te pa lepo pozdravljam. Drse.